Predstavniki vseh gospodarskih organizacij želimo zdravstveno reformo. Želimo takšno reformo, ki bo omogočila kakovostno in dostopno zdravstvo za pošteno ceno. Želimo tudi aktivno sodelovati pri pripravi celovite zdravstvene reforme. Vendar ugotavljamo, da predlog, ki je na mizi, ni celovita zdravstvena reforma. Predvsem manjka reorganizacija zdravstva. V takšnih razmerah težko pristanemo v imenu gospodarstva, zavezancev in pacientov, ki so naši zaposleni, na večje obremenitve in večje prilive v zdravstveno blagajno. Vse dokler se s celovito obravnavo in ureditvijo zdravstvene zakonodaje ne zagotovi racionalna uporaba obstoječih trenutno zbranih sredstev. Poleg zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je trenutno v javni obravnavi, bi reforma morala hkrati zajeti zakon o zdravstveni dejavnosti, o pacientovih pravicah, o dolgotrajni oskrbi, poklicnih boleznih, invalidskem zavarovanju, javnih zavodih in tako dalje. Predvsem bi na mizo morali istočasno imeti jasno definirana merila in kriterije za mrežo zdravstvenih izvajalcev. S predlogom, ki ga imamo na mizi, bi država v naslednjih 5 letih iz rok državljanov, iz proračuna in žepov potegnila dodatnih več 100 milijonov evrov. Ob tem pa ni nobenega zagotovila, da bodo zdravstvene storitve za zavarovance dostopnejše in poraba zbranih sredstev racionalnejša. Več vode v škaf, ki pušča na vseh koncih in krajih, se nam zdi v tem trenutku nesmiselno. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo že na ekonomsko-socialnem svetu opozarjali, da to ni zdravstvena reforma, da to je finančna reforma, kar še vedno mislimo, in seveda to omizje to danes tudi potrjuje. Glede na to se rešuje zdravstvo na plečih, se pravi gospodarstva, je nam nedopustno. Se pravi, z vode sedaj rešujemo zdravstvo, nekako še pa pod vodo še bolj tiščimo slovensko gospodarstvo. Zato mi tej zdravstveni reformi takšni, kot je, jo ne moremo sprejeti niti potrditi. Seveda pa še moram dejati, da mi potrebujemo zdravstveno reformo, potrebujemo manjše čakalne vrste in vse druge storitve, da bojo naši ljudje čim prej prišli na vrsto pri zdravstveni oskrbi. Predvsem govorim tudi o naših zaposlenih, kateri dolgo čakajo in so dolgo časa bolniški, gre vse na račun zdravstva. Zaradi tega te zdravstvene reforme v takšni obliki, kot je, ne bomo podprli in jo tudi ne moremo podpreti. Seveda, mi smo že na ekonomsko-socialnem svetu opozarjali, da naj vključijo tako vse zbornice v pripravo te zdravstvene reforme. Toda bili smo neuslišani. Danes je ta zdravstvena reforma takšna, kot je, ali zdravstveni zakon, kakor ga imenujejo, za nas nesprejemljiv. Na drugi strani predvsem je za nas nesprejemljivo regresni zahtevki, kateri niso nikjer omenjeni v tem zakonu in je izredno pereča zadeva. Gre se za to, da lahko zdravstvena zavarovalnica od našega obrtnika ali podjetnika zahteva povrnitev vseh zdravstvenih stroškov, vključno z operacijo in pooperativnem zdravljenju, da ne govorim o renti. Seveda, na drugi strani pa so ti stroški lahko tako visoki, da jo niti komercialne zavarovalnice nočejo zavarovati, ni komercialne zavarovalnice v Sloveniji. Ampak ne govorim o visokih teh naklepov ali velike malomarnosti. Govorim že o najmanjši malomarnosti, se pravi, če ti v obratovalnici nekomu spodrsne in če inšpektor zazna, da je pač to že mala malomarnost, lahko delodajalec že plača od 10 tisoč neomejeno, da ne govorim o milijonih. Imamo kar se strani naših obrtnikov in podjetnikov zahtev od zdravstvenih zavarovalnic preko 75 tisoč evrov. Na drugi strani pa veste, da plačujemo v zdravstveno blagajno 0,53 prispevka za poklicne bolezni in nesreče pri delu. To je namenski denar, namensko se pobira. Ko pa smo povprašali ministrstvo, kam je dalo teh 80 milijonov ali nekaj manj, katerega je bilo pobrano leta 2016,
so odgovorili, da to niso namenska sredstva in da se porabljajo za druge namene v zdravstvu. Moram reči, da tu smo razočarani, predvsem zaradi tega, ker bi ta zdravstvena reforma ali zdravstveni zakon moral to tudi upoštevati. Prepričani smo, ukolikor nam ti regresni zahtevki ali ta prispevek 0,54 ne bo upoštevan, da se iz tega krije, se pravi odgovornost nesreče pri delu in seveda tudi poklicne bolezni, bomo šli na Ustavno sodišče. Na Trgovinski zbornici Slovenije se pridružujemo stališču in mnenju vseh ostalih gospodarskih organizacij v Sloveniji, pri čemer pa poudarjamo, da reforma ne rešuje sistemskih problemov v zdravstvu, ampak se primarno osredotoča na dodatna finančna sredstva. Pri tem mislim predvsem na pasivne prihodke, obresti, najemnine, dividende in podobno. Druga zadeva, ki jo je potrebno poudariti, da reforma ni podprta s konkretnimi izračuni učinkov na gospodarstvo in tudi ne s konkretnimi izračuni učinkov na posameznika. Pri tem naj poudarim, da se je vlada dr. Cerarja zavezala, da ne bo dodatno preko davkov obremenjevala gospodarstva, celo nasprotno, vse skozi, vključno od mini davčne reforme, so nas nekako v gospodarstvu tolažili, da bodo pričeli ne samo s postopkom prerasporeditve, ampak celo z postopkom razbremenitve gospodarstva. In seveda tudi v luči zdravstvene reforme mi to pričakujemo in sicer v smislu razbremenitve stroškov dela iz naslova bolniških odsotnosti v breme delodajalca. Zahtevali smo preko korespondence z ministrico Kolarjevo tudi zamrznitev javne razprave na zakon, o katerem se danes pogovarjamo, glede na to, da izračuni niso bili predloženi, tu nismo bili uslišani. Zahtevali pa bomo podaljšanje javne razprave na predloženi zakon in sicer v okviru izredne seje ekonomsko-socialnega sveta, ki smo ga vsi delodajalci zahtevali z včerajšnjim dopisom ministrici Kolarjevi. Tudi Združenje delodajalcev Slovenije želi o nevarnosti višjih prispevkov za zdravstvo opozarjati. Pri zagotavljanju finančnih virov Ministrstvo za zdravje izhaja iz predpostavke, da se obseg in vsebina zdravstvenih pravic ne bosta pomembno spreminjala. Hkrati upoštevajo uvedbo variabilnega dela nagrajevanja zdravstvenih delavcev s ciljem skrajševanje čakalnih dob. Povečanje odhodkov zaradi uvajanja novih programov od 1,5 do 3% letno in vrednotenje zdravstvenih programov. Ministrstvo za zdravje pa v svojem predlogu ne upošteva nobenega od drugih možnih odhodkov iz zdravstvenih blagajn ali pa znižanje prihodkov zaradi nihanj gospodarske aktivnosti. Tudi sama ministrica za finance je že poljavno priznala, da predlagana zdravstvena reforma vodi v neizogib dvig obvezne prispevne stopnje za zdravstvo, kar pa je za delodajalce kot tudi za vse davkoplačevalce nesprejemljivo. Zadnji rezultati pogajanj z Fidesom pa jasno kaže, da z sredstvi, ki so na razpolago sedaj, nikakor ne more pokriti obveznosti, ki izhajajo iz novega dogovora, po odzivih ostalih zaposlenih v zdravstvu pa je to šele začetek verižnega dvigovanja plač v celotnem sektorju. Sporočilo temu je, zdravstvena reforma nima za sabo potrebnih izračunov in nobenega zagotovila, da se že tako visok obseg prispevkov za zdravstvo ne bo še dodatno dvignil, ob tem, da se potrebna storitev ne bo izboljšala. Socialni partnerji so bili iz priprave zdravstvenega zakona tudi izločeni. Zakon se pripravlja v popolni tajnosti. Preko vseh organov, kjer zastopamo delodajalske interese, do osnutka zakona nismo mogli priti in še več, medijem je bil predstavljen prej kot socialnim partnerjem. Sam predsednik vlade se je strinjal, da morajo socialni partnerji sodelovati že v fazi priprave zakonodaje, kar je zapisano tudi v novih pravilih delovanja SSE-ja.
Po predstavitvi na SSE-ju je bila sicer oblikovana tripartitna pogajalska skupina, vendar je ministrica v več kot 20 dneh jo niti ni sklicala. Še več, od nas socialnih partnerjev je raje zahtevala podpis izjave, za katero bi nas avtomatično izločila iz pogajanj. Saj nihče od socialnih partnerjev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, katero je nam postavila. Tako delodajalci kot sindikati smo pri temu protestirali, tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Ministrica pa je kot odgovor na naše proteste zgolj pisno odgovorila, da je izjavo poslala v seznanitev. Takšnem netransparentnem načinom komuniciranja v demokratični državi ni sprejemljiv. Lep pozdrav tudi v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetništva. Pri upravljanju zavoda mora ostati ustrezna zastopanost delodajalcev kot neposrednih plačnikov. Tudi če bo edini organ upravljanja svet zavoda, prepričani smo, da je predlaganje sestava sveta zavoda, ki naj bi imel 9 članov, 5 predstavnikov zavarovancev, 3 predstavniki delodajalcev, od katerih je en predstavnik vlade in še en dodatni predstavnik vlade, je nesprejemljivo. Ključni plačniki v to javno blagajno, delodajalci, imamo 2 predstavnika, tako kot zaposleni. Ostali imajo 7. Gre za prevzem nadzora nad sredstvi iz rok plačnikov v roke porabnikov. Ob tem bo vpliv vlade oziroma politike še kako prisoten, saj lahko minister v 14 dneh od prejema sklepov sveta zavoda zadrži izvršitev odločitve, ki jo je sprejel svet, če oceni, da ni v skladu z sprejeto politiko, čigav politiko, to se pravi zavarovancev, plačnikov, ki plačujejo ta sredstva, ali političnih strank. Prispevki last zavarovancev, s kakšno pravico si jih politike lahko prisvojijo. To je popolna politizacija sredstev zavarovancev, večine državljanov Republike Slovenije. Ali bi politiki zaupali svoj denar? Gre se za 3 milijarde evrov v roke ene od zavarovalnic, ki bo monopolist in bo pod političnim vplivom. Hvala. V Združenju Menedžer ravno tako kot ostali kolegi iz gospodarskih in delodajalskih organizacij podpiramo začetek pogovorih o zdravstveni reformi, ker jo potrebujemo. Čakalne vrste v Sloveniji so mnogo predolge, nevzdržne in morajo biti srž in cilj spremembe zdravstvenega sistema. Sami v Združenju smo se posredotočili na en pomemben segment, ki pogosto pravzaprav vendarle izpade, ima pa lahko zelo pomemben vpliv na to, kako nek sistem ali neka organizacija funkcionira. To je pa vloga vodstev. Direktorji zdravstvenih zavodov imajo že po primerjavi bistveno manj pristojnosti, kot jih ima recimo katerikoli direktor v zasebnem podjetju. Njihova pooblastila so omejena, zaradi česa je tudi ta organiziranost upravljanja zdravstvenih sistemov še zelo okorna in zastarela. Ravno tako je problem včasih tudi kadrovanje, ki ni vedno posrečeno. Zdravnik, ki je lahko zelo dober zdravnik, ni nujno tudi, da je dober menedžer. In na koncu se to pozna lahko tudi v višjih stroških, v nižji kakovosti in pa v daljših čakalnih vrstah. Zato pričakujemo, da bo tudi ta segment razrešen in del paketa zdravstvene reforme, da se bo usmerjalo v kako unesti osnovna načela korporativnega upravljanja, tudi v zdravstvene domove in bolnišnice, v tem smislu, da bojo zelo jasno razmejene pristojnosti in odgovornosti posameznih organov, ki so zdaj pogosto prepletajo, podvajajo ali pa so celo zelo nejasne. Za direktorje zdravstvenih domov bi neka taka normalizacija upravljanja pravzaprav pomenila, da prevzamejo vse normalne poslovodne naloge in da tudi s tem prevzamejo tudi polno odgovornost za njihovo izvajanje. Torej bi bilo v njihovi pristojnosti ne samo organiziranje dela, kot je recimo sedaj, ampak tudi polna odgovornost za izvajanje kadrovske, finančne in investicijske funkcije, tudi nagrajevanje zaposlenih, razpolaganje s premoženjem in pa odločanje o izvajanju dopolnilnih dejavnosti. Tako bi bili v resnici zadolženi za te stvari, kar so tudi normalni menedžerji v vsaki organizaciji.
Od menedžerjev v zdravstvu torej bi pričakovali, da učinkovito organizirajo delo, tako da se poveča produktivnost, po principih tudi vitke, recimo proizvodnje iz gospodarstva, ob veliki skrbi za kakovost ustvarjenega, da skrbijo za stroškovno učinkovitost, torej da skrbijo, kakšna je cena posamezne storitve, kakšni so stroški pri tem, kakšna je učinkovitost nabave in pa s tem vključno tudi produktivnost. In pa da cilj tega vsega v javnem zavodu najbrž vendarle ni profit, ampak je kakovost in številčnost opravljenih storitev za uporabnike, torej za paciente. Opozorili bi še na en zorni kot, in sicer, da bi zdravstvena reforma morala urediti tudi problem plačne uravnilovke, ki jo je zaznati tudi v zdravstvenem sistemu, in pa jasno določiti merila za nagrajevanje direktorjev v zdravstvu. Dva direktorja ali pa direktorici, ki vodita dva zdravstvena domova, eden mnogo bolj uspešen kot drugi, pa primerljivo, imata najbrž podobne plače, pa najbrž tudi to ne bi smelo tako biti. Cilj vseh teh sprememb pa bi morala biti pospešitev razvoja zdravstvene dejavnosti, boljše izvajanje strokovnega programa dela, dvig kakovosti in pa varnost storitev. Pozdravljeni tudi v imenu Kluba slovenskih podjetnikov, kjer se pridružujemo stališčem ostalih gospodarskih združenj. Hkrati pa davkoplačevalcev v Sloveniji sprašujemo, ali veste, kaj se sploh dogaja z vašim denarjem, ali veste, koliko od vaših plač dajete za zdravstvo in kaj za to dobite. Sprašujemo vas tudi, ali veste, kam in koliko vašega denarja je zaradi afer in anomalij v zdravstvu potrošenega po nepotrebnem. Ugotavljamo namreč, da pravzaprav tega nihče ne ve, kaj šele davkoplačevalci, ki veliko svoje plače izgubijo po nepotrebnem. Od države in te zdravstvene reforme tako zahtevamo, da ta reforma izboljša transparentnost do davkoplačevalcev, saj večina davkoplačevalcev ne razume svoje plačilne liste in se ne zaveda, da gre velik del njihove plače pravzaprav za zdravstvo. Zdravstvo je v resnici financirano strani gospodarstva, ki plačuje davke, ustvarja delovna mesta, in strani delavcev, ki plačujejo prispevke, in tega se očitno ne zaveda ne država, ne davkoplačevalci. In zato mora ta zdravstvena reforma zagotoviti transparentno prikazovanje zneskov za zdravstveno in zdravstvom povezanimi prispevki, tako da je ta znesek jasno kot predpis prikazan na plačilni listi tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Hvala lepa. Tudi mi seveda podpiramo idejo o celoviti zdravstveni reformi in se zavedamo, da je izjemno pomembna in potrebna, da pa je potrebno izvajati v dialogu z gospodarstvom in z vsemi deležniki. Tukaj vidimo predvsem nujnost boljše organizacije v zdravstvu in kar nekaj priložnosti tudi s pričo številnih sprememb, kot je digitalna transformacija. Seveda pa se sprašujemo tudi, ali se kdo ob tem sprašuje, kako bo z inovativnimi tehnologijami, tudi zdravstvenimi novimi zdravili v uvajanju tega. Želela bi se pa tukaj osredotočiti predvsem na 3 skrbi povezane z monopolizacijo zdravstvenega zavarovanja. Prva stvar, ki se nam zdi, je, ali bo monopol povzročil to, da bo zato boljša dostopnost in da bomo zato hitreje prišli do zdravnika, in seveda, ali bo monopol povzročil to, da bo boljša transparentnost financiranja. Menimo, da monopol tega ne bo omogočil. Druga stvar, ki nas skrbi v povezavi s tem, je, da je to zdravstveno nadomestilo v resnici nekaj, kar ponovno obremenjuje zavarovance, vse zavarovance, saj so po novem predvideni tudi obdavčitev vseh tako aktivnih, torej iz plač, kakor tudi pasivnih, torej govorimo o tem, da se bodo obdavčevali tudi prihodki iz kapitala, torej dividende, prihodki iz premoženja, tudi najemnine, tudi obresti. Torej to na nek način pove, da želimo sporočati, da nalagati oziroma investirati in varčevati na nek način ni dovoljeno oziroma si tega ne želimo, ker to prinaša nove davčne obremenitve. In seveda še to, da na nek način je bila tudi strani WHO razpoznano, da je potrebna večja proticikličnost, kajti vemo, da prav pasivni prihodki so tisti, ki zelo nihajo, in s tem se nam zdi, da to, da se bo obdavčevalo, torej najemnine, obresti in pa seveda tudi dividende, temu ne ustreza. Zato si res želimo, tudi v MČM Slovenija, da pravzaprav se najprej pogleda organizacijska plat, kaj bo lahko ljudje pridobili, na kakšen način se
poveča dostopnost in seveda popolnoma skrajšajo čakalne vrste. Menimo, da bi bilo za nadaljevanje socialnega dialoga na temo zdravstvene reforme potreben ponoven premislek o procesu dogovarjanja in zato neobhodno potrebnih celovitih analizah in vsebinah. Zato bomo skladno s pravili o delovanju ekonomsko-socialnega sveta predlagali sklic izredne seje ekonomsko-socialnega sveta. Današnjih pogajanj se reprezentativni predstavniki delodajalcev nismo udeležili.